Ljudje in ljudine, poslušate epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, oboževalci Buffy, obhajamo 90 let in pol, tako kot skoraj vedno. Mito Gegić, Servus, Igor Hart. Jo. In moja malenkost, Aljoša Harlamov, tokrat znova z gostjo, našo priljubljeno dopisno agentko, filmsko kritičarko specializirano za korejski polotok in oboževalko Buffy, kar vidite po njeni majici, tisti, ki ste tukaj. Če niste prepoznali, shame on you, Sanja Struna. Živijo. Živijo, Sanja, kako si? Kažem zobe. Lepo. Tole je tudi že bog ve katera živa epizoda, po letih bomo objavili, pa bomo izvedli, ker bomo takrat prešteli. Saj snemamo pred živim občinstvom na konvenciji Na meji nevidnega 2022. Občinstvo, naj vas slišimo. To je bilo zelo dobro, ampak drugič še mičkano glasneje. Tema tokratne epizode je kultna mladinska večžanrska serija Buffy the Vampire Slayer, ki je bila na televizijah ameriških od 97 do 2003. Zelo hitro smo jo dobili tudi na naše male ekrane v Sloveniji in se vrtela pod naslovom Buffy izganjalka vampirjev, ampak ker smo mi smo seveda prilagodili naslov, da bo boljš, in je Buffy pokončevalka krvosesov. In letos praznuje 25-letnico. Epizoda je hkrati napovednik naslednje, že 5. sezone našega podcasta, ki se začne septembra, ko bomo najprej predvidoma nekje v decembru spet imeli mesec posvečen eni temi in letos bojo to vampirje. Krvosesi, se opravičujem, nisem konsistenten. Ker bomo vabili k ogledu, se bomo trudili čim manj kvariti, opozoriti pa moram seveda, da se temu ne bomo mogli povsem izogniti. Serija 25 let stara, če niste gledali, ste si sami krivi. Če bodo teme in motivi povezani s kakšnim zgodbenim razkritjem ali preobratom, se pač opravičujemo, zato bodite pripravljeni, da si tu in tam zatisnete ušesa. To je to so navodila. Maestro, zaigraj Nerdcore. Pač žanr muzike, ki se v Buffy ful pojavlja, imenujejo dostkrat nerdcore, skratka, in tudi ta špica uvodna ne bi bila spadala v nerdcore. Kaj to je? Malo post-grunge. Malo post-grunge, malo just nerdy. Skratka, nekaj nucnikov, preden začnemo. Buffy the Vampire Slayer, kot sem rekel, od 97 do 2003. Žanr, tukaj je Sanja takoj pripisala, mi imamo ful radi Sanjo, ker pišejo naš scenarij, ker drugi gostje ne počnejo, ne vem zakaj. Mislim, drugi ne počnejo, ne vem zakaj Sanja. Skratka, Sanja, kaj žanrsko mogoče opredeliš, o tem smo se pogovarjali že? Pač to je tako neki urbana fantazija, pa supernatural, oklepaju romance, oziroma supernatural elements in tako naprej, in pač ful ne podpiram, da je to sci-fi, če odštejemo sezono, v kateri je Initiative. Tako. Aha. Jaz sem štel sezono, v kateri je Initiative, kjer je keyboard, kar je element znanstvene fantastike. To je mal Frankenstein, ampak ok. Ja, moderni Frankenstein z sci-fi elementi keyboarda. Ok, ne bova se prepirala že tukaj. Frankenstein je sci-fi prvi. Yes. Mislim, razen Biblije. Ja. Ustvarjalec serije je, in tukaj bomo prej globoko vzdihnili, Joss Whedon. Joss Whedona poznamo seveda tudi poleg Buffy, je delal predtem, je pisal scenarij za film, ki je šel leta 92 in serija je nekako nadaljevanje filma, čeprav nikoli to ni neposredno izrečeno. Tam je Buffy igrala Kristy Swanson, čist druga ženska. Ne? Drugače ga poznamo tudi po spin-offu Buffy Angel, pa po Fireflyju, eni kultnih znanstveno-fantastičnih serij, pa Dollhouse, pa Agents of S.H.I.E.L.D. The Nevers je pa že malo sodeloval zraven, potem pa že mogel leteti. Bil je drugače soscenarist Toy Story, to mene včasih malo preseneti, pa Cabin in the Woods je recimo tudi njegova, potem je pa se lotil Avengerjev, The Avengers pa Avengers Age of Ultron je on naredil in Justice League, kjer je pač vse prišlo na dan, kakšen grozen človek to je, in danes pač malo z rezervo ga občudujemo z razdalje, ampak tip je pač, kar se Buffy tiče, genialc, no.
tudi čeprav je grozna persona. Much Ado About Nothing je naredil, pač moram Shakespeare omeniti. Ja. Tudi noter ga, mislim, da igrajo eni 2 ali 3 iz Buffy oziroma iz Angela. Ja. V bistvu je on naredil Much Ado About Nothing brez budžeta v svoji bajti, preden se je vselil, pa igralci so morali prenesti svoje kostume. Pa črno-bel film je. In to je bilo tako Avengers, pa črno-bel film, ki ga je sam posnel. No, lepo. Tako vi imate drugače neko povezavo pol s tem, niste agencija oboda? Ja, seveda, Shield je obod in sploh ne vem, kako smo prišli do imena, ampak prišli smo. Mi nismo tako grozni, kot vidim, upam, da ne. Ja. Ona dva načeloma nista, lahko potrdim. Drugače, igralci, če gremo na hitro preletimo skozi, Sarah Michelle Gellar si je tle naredila kariero z Buffy, poznate jo najbolj iz Scooby-Dooja, I guess. Pa mogoče zdaj iz teh novih serij Ringer pa Crazy Ones, omeniti pa moramo Veronika se odloči umreti, ki je po romanu Pavla Coelha, ki se dogaja v Sloveniji v Ljubljani. Film se dogaja v New Yorku. Ja, pač. Roman se dogaja v Ljubljani, film pa v New Yorku, logično. In od takrat Janković ugotavlja, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Nicholas Brandon igra Alexanderja Harrisa, on je bil Kevin Lynch v Criminal Minds, jaz sem to gledal na svojo žalost. Alison Hannigan igra Willow Rosenberg, njo poznate zdaj najbolj kot Lily Aldrin v How I Met Your Mother. Charisma Carpenter je Cordelia Chase, Charmed, The Expendables, Veronica Mars, recimo. Anthony Stewart Head, Rupert Giles je bil premier v Little Britain in Uther Pendragon v Merlinu. Potem je David Boreanaz, nikoli ne vem, ali prav izgovorim njegov priimek, kot Angel oziroma Angel, ga bomo mi kar lepo poslovenili. Poznate ga po Bones seriji, zdaj pa po SEAL Team, ima kar SEAL Team, mislim, da še traja. Potem je Seth Green kot Oz, tudi on je bil v Scooby-Dooju, jaz se ga najbolj res spomnim kot Scotta Evila v Austin Powersu. Je drugačen tudi glas Howarda Ducka v MCU-ju, pa kreativni vodja, scenarist, režiser, producent serije Robot Chicken. Ja, pa če smem dodati, skupaj z Alison Hannigan sta igrala kot otroka že v enih par filmih in sta best frienda že od vedno. Eden je bil My Stepmom's an Alien, tiste, kar smešen, Dan Aykroyd pa Kim Basinger. No, super. James Marsters je Spike, jaz ga najbolj poznam kot kaptena Johna Harta iz Torchwooda, drugače v Runaways igral pa glas Zamasuja, je v Dragon Ballu, v ameriški seveda verziji risanke. Potem je Mark Blucas, Riley Finn, Necessary Roughness Underground, Emma Caulfield je z Beverly Hillsa, pa WandaVision, Michelle Trachtenberg je Gossip Girl, recimo potem še igrala, pa Amber Benson, ki igra Taro McClay, je pa zdaj bolj režiserka, no, oziroma je bila bolj režiserka zdaj zadnje leta, tudi ne tok. In to so hitri nucniki, Mito, a si ti hotel kaj pripomniti, ali se me tako lepo gledaš? Samo lepo gledam. To je to, zdaj smo na hitro počistili vsem tem in imamo še točno 50 minut, da povemo vse o Buffy. Najprej mogoče prvo izhodiščno vprašanje, ki se meni zdi najbolj pomembno. Danes govorimo seveda o zlati dobi, mogoče ne več televizije, ampak že bolj pretočnikov, ne? Ampak še vedno zlati dobi televizije v tem smislu serij in tega. Jaz trdim že dolg in mislim, da se tukaj vsi strinjamo, publike ne bom spraševal, ko je, da je Buffy predhodnica zlate dobe televizije. Zdaj pa zakaj? Deep Space Nine, jaz bi rekel prvi. Zdaj ne iščemo, kdo je prvi. Dobro. Iščemo predhodnice. Ena od predhodnic zlate dobe televizije. Zakaj? In ne omenjati Deep Space Nine. ne, tu mi dal sanjem, da... Jaz sem... Ja, ti ne. Tudi sanje ne sme omenjati Deep Space Nine. Če bi šla Voyager. Ne. Ki je bil... Ja. Ok, brez Star Treka. Brez Star Treka, ok. No, če pa ne bomo Star Treka, ne. Pa bi pa sem rekla, da sem tako pač perfekten jezik je bil ubran, ki je pritegnil mlado občinstvo in dal nek nov safe space, pa bil je fucking zabaven. In pač v bistvu, pač ne vem, sama scenaristika je šla na nek čist nov nivo, pač s to serijo, po moje. Tako da pač pisanje, se pač Whedon je potem znano, ne. Pač je amazing scenarist. In pač dialogi in liki in to je to. Ja, po moje. Pač tako, pač nekako je
posejal seme, iz katerega potem še vedno stvari rastejo. Ker v bistvu še danes te stvari, ki so sploh te malo vampirske zadeve, obviously vlečejo pač navdih iz Buffy. Ja, zanimivo je v bistvu, ker je tako, serija je pač čist simpel, naslov pove vse, skratka, najstnica, ki se bori proti vampirjev, tako se začne in prva sezona je basically tudi zelo na to vižjo, potem pa stvar nekako eskalira in zažene neko svoje vesolje. Tisto, kar je mogoče kar jaz vidim kot tisto, kar je največ doprinesla in kjer verjetno pride Deep Space Nine notar, no, da ga moram še jaz omeniti, Benti, panel o Star Treku bo pozneje, ne, tako da lepo prosim, če ga ne omenjamo. Samo grevam. Ja. Skratka, je to seveda so ti zgodbeni loki, ne, kar je meni pri Buffy bilo najboljše je to, da kljub temu, da jaz sem bral dost o Whedonu in kako je on pač kreiral te stvari, on je imel neke ideje, kako bi se Buffy končala, ampak je to že nekako najprej mislil, da se bo v 5. sezoni resnično končala in v resnici ni to toliko natančno načrtoval, ampak v samem scenariju se to dostkrat ne pozna. Skratka, imaš Monster of the Week, kot temu rečemo, ne, skratka, tako kot v X-Filih imaš pač neko in potem imaš te mitološke epizode, kjer sta po 2 ali pa 3, začetek, sredina in konc, se pa nekako povežejo v neko širšo zgodbo in še tisto, kar mene pač vedno navduši pri Buffy je to, da je potem ta širša zgodba iz sezone v sezono se še širi. Ne? Skratka, imamo enega Big Bada, potem se izkaže, da je bil samo pomočnik drugega Big Bada, potem je še en Big Bad, potem pa je Ultra Big Bad. Ne? To se mi zdi, da je tisto, kar je ta serija potegnila ven, hkrati pa nekaj, kar jaz danes ful pogrešam. V resnici jaz ful pogrešam te Monster of the Week epizode, kjer bi ti imel zaokroženo epizodo, ki bi imela začetek, sredino, konc, pa vsake toliko pač te mitološke. Tega danes ni, nekaj takega obljubljal recimo Veščec, o katerem smo tudi danes pogovarjali, v prvi sezoni, druga pa je to nekako potisnila povsem stran. Ja, tudi zdi se mi, da v bistvu to, kar si ti zamenil, tale tedenska epizodičnost, ne, odpira tudi eno dodatno možnost, ki se mi zdi, da je Buffy in seveda Deep Space Nine. Odprlo je pač ta preigravanje znotraj ene epizode, ne, žanrsko preigravanje, da lahko v bistvu vzameš eno epizodo, pa se poigraš, kjer žanr pa bo zdaj to, ne, ali je musical, ali je ena epizoda, ki je čist nema, naprimer, ali pa, veš, takšne igre, ki se v bistvu mogoče sodobne žanrske serije ne grejo več toliko, ni več toliko teh vmesnih premikov znotraj serije. Ne? To se mi zdi, da je bilo zelo originalno takrat. Ne? No, super, ja, to ti prinese ta epizodičen, točno to, kar si ti rekel. Ne? Zato je lahko ena grozljivka, ena je lahko klalnik, slasher, ena je lahko tipičen, ne vem, ghost story, rom-com, ja. No, jaz bi omenil, da ja, to ni postalo standard. Takrat je bilo, ker imel si tudi recimo Xeno, kjer so imeli iste pristope k žanru. X-Files je tudi. X-Fili niso imeli musicala sicer, ampak... Škoda. Ja. Škoda. So close. Ampak danes pa imaš spet podobne poskuse, recimo The After Party na Apple TV je prav dobesedno vsaka epizoda bila čist drug žanr, namenoma in zelo dobro to izvedla. Ne? In še par serij imaš, ki poskušajo, je pa zelo redko tole, da je epizodičnost, da je pač Monster of the Week varianta, vsi hočejo nek širši narativ plest in za razliko od Whedona takrat, jim ne uspe plest, da bi dali samo naključne pač kamenčke mozaika, ki bi se potem sestavili, ampak morajo nekako nadaljujejo zgodbo, ker mislim, da je pač lažji pristop. Ne? Dočim pa se spomnim, da je Whedon razlagal, da so oni to se odločili tudi zato, ker niso vedeli, koliko sezon bo. Tako da za zihar so zaključili zgodbo vsako sezono in potem, imamo še eno. Ne? Ja, vse časih je to se bilo dosti tako narejeno, ne? Nisi bil tako kot danes, ker že prvo sezono posnamajo, pa že imajo za 2, recimo, že prižgajo zeleno luč producenti, ko vidijo stvar. Druga stvar, ki seveda ne smemo ne pozabiti omeniti, je seveda Buffy kot močan ženski lik, ne? Kar je tudi ena taka, in zdaj pa se pripravite, kaj ti govorili bomo o feminizmu. Skratka, Buffy kot močan ženski lik je neka prihodnica, poleg Ksene, ki smo jo omenili, ne? Je neka prihodnica. Voyagerja. Pa Voyagerja. Pa tudi Deep Space Nine, valjda. Ne? Skratka, Sanja, tu boš ti nekaj povedala, da ne bomo mi pametovali. Mislim, ena stvar je feminizem pa Buffy, ki je Buffy prihajala ven, pa druga stvar je feminizem zdaj, ko gledamo Buffy. To pač je nekaj, kar je treba malo tako
pač priznati, da določene stvari, ki so takrat bile nujno potrebne, da smo prišli na tam, kjer smo danes, pa ne, da nimamo še daleč zaiti, ampak tako, je vseeno mogoče, se niso čist ful dobro postarale, ampak v resnici, jaz sem zdaj pač, kot pripremo na ta podcast, malo izkoristila, pa šla še enkrat pogledati tako ful enih epizod. In moram reči, da v resnici pač določene stvari še vedno ful stojijo. No. Tako da, sploh pač Willow in njeni arki in tako, mogoče celo bolj kot Buffy pa njeni arki v resnici. Pa pač, pa ja, mislim, ženska, ki gre in pretepa Big Bad Boys. A ni to nice? Ja, gledaj, leder jakne imajo, tako da morajo biti cool. Ja, pa zobe. Pa zobe, ja. Pa včasih, ne vem, izrastke, pač. Ja, tak neke botox posege na Tako, čelu. v resnici se gre za plastično operacijo pri Buffy. Tako da to je to. Ampak ja, ne, mislim pač, je pa definitivno in nedvomno to bila ena od stopnic pač čisto v razvoju pač tega modernega, sodobnega feminizma. Pač tako da, ker je dalo v bistvu platformo. Pa tudi, mislim, tudi ta sama ideja, ki se je Whedon pač rekel, njegova ideja bila, da ta punca, ki je vedno žrtev, bila pač desetletja v podobnih serijah, da pač v bistvu se obrne in udar nazaj. Ne? Ja, se dostkrat se poigava tudi, ko nekako kvazi beži in potem jo on lovi, pol pa kar nekaj. And then the sass comes. Tako je. To je to, ki je najbolj pomemben, to je, pri Buffy. Tako je, pa liki, no malo smo se ostavili, jaz mislim, da pač dobre serije vedno poganjajo pač dobri liki, no, in da brez tega ne moreš in meni je pač pri vseh teh likih, ki jih bomo omenjali, pa mogoče res lahko zdaj jih na hitro malo poskočimo naprej in imamo malo smo si izbirali ene stvari in kar začnemo, kdo je vaš najljubši pomočnik Buffy oziroma njen pribočnik, kot smo nedolgo tega ugotovili za sidekick, ne? Ja. Ja, Sanja. Willow. Mislim, aj sploh Willow. Pač, dajte Willow svojo serijo. Ja. To je tudi mene vedno motilo, ja, da je nima. Ka Faith je skoraj dobila in pol je ona ni hotla in je dobil Angel. Ja, res. Hoteli so Faith dati, ja. Hoteli so Faith dati, ja. Tako. Ok, Willow ti je, se si že povedala približno zakaj? Ne, pač Willow, ker enostavno, v resnici Willow bi lahko imela svojo serijo. Pač tudi bi se sama borila proti. Ja, jaz moram priznati, da ker sem bil najstnik, nisem bil toliko navdušen nad Buffy, kot sem bil nad Willow, ker je pač brihtna. Meni sicer Buffy se mi zdi ful v redu njen razvoj lika, ki je mogoče malo ni toliko on the nose, ker ona je v začetku tako zelo blondinka, fajta se, pač zna se sem fajtat, ni da bi imel nek strateški premislek in ne vem kaj, ampak rata voditeljica, rata mama svoji sestri, dejansko ne oziroma nadomestna mama svoji sestri in gre skozi eno to zrelost, ampak Willow, ja, kot ena piflarka, ki rata čarovnica, tako da paste se piflark, se mi je pač vedno dopadla pa pač ta inteligenca, ne? Ona je bila pač vedno tista, ki je bila the bright one of the pa tudi group. ona je bila tako cookie, mislim, recimo, pač mi vedno, ko gledamo neko serijo, običajno probamo najti nek lik, na katerega se bolj malo imprintamo like a baby duck, ne? Yeah. In pač, in v bistvu prek njega potem doživljamo celo serijo in pač Willow je bila ful tak dober entry point za nas malo cookie punce, veš, pač, mislim, ja, piflarke, ki potem na neki točki smo čarovnice. Tako da. Igor, tudi ti si izbral Willow? Ja, basically je najbolj cool lik. Čeprav deluje, je videti, kot da se drži v ozadju večino časa, je tista, ki skapira stvari, ne? Ampak ni zgolj, ne vem, tako pri Bondu, ki imaš Q-ja, ki mu da par gadgetov, pa je to, ampak dejansko sodeluje cel cel plus, kot ste omenili, njen razvoj skozi serijo je največji in je tudi najbolj naprej, ker Xander recimo si ful niso vedeli, kaj si začeti z njim občasno in vsake toliko moral malo regresirati. Isto Giles. Potem pač Faith pa te liki, ki so malo bili, pa malo niso, ne? Pa so imeli tudi svoje zanimive te arke, ampak Willow pa se mi je zdela najbolj neka konsistenten razvoj lika in zelo v pozitivni smeri. Sej tudi
malo zmeša občasno, ampak komu se pa ne bi poleg Buffy. No, Mito se ne bo čisto strinjal s tabo, oziroma bo dodal neki. Ne, jaz mislim, se strinjam s to, kaj je Igor rekel o Xanderju, ker jaz sem pa Xander razbral, da ne bom šel na vilo, ne. Ampak Xander je pa meni svetla točka zaradi tega, ker je najbolj unikatni izmed vseh, ker vsi, če vse daš na isto premico, so vsi neki superpower liki, ne. Giles je nek čarovnik, Willow je čarovnica, Buffy je Slayer in tako naprej. Xander je pa čist navaden homo sapiens, ki ima dosti tega, kako ne rečem, one-liner jokov. Res da je, da trpi v zgodbi, ki ga na stranski tir potiskajo, ampak ne pozabi, da on v prvi sezoni reši Buffy, ne? On jo oživi nazaj od mrtvih, pa on je non-stop tisti lik, ki vse opominja na njihovo človečnost, pa jih opozarja na njihov bullshit, ne? Ona nekega srat, pa po vrhu je ful dober bizar. Nekdo mora popraviti vsa ta okna, pa mize, razumeš, da treba popraviti, ne? Tako da ni ga za zanemariti, ne? Meni se je pri humorju, ki smo ga dodali, vedno zdelo, da je malo rip-off Chandlerja iz Friendsov. Pa tudi malo sta si podobna, tak vizualno, tak, da to me je vedno malo... Meni je bil tudi, a veš, sej ta ekipa se imenuje, torej Scooby Team. Meni je v bistvu vedno bil kot Shaggy, brez marihuane, ne? Tako, izmed vseh teh je v bistvu najbolj tak nekak topul lik. Pa včasih se mi je prav milo zasmilo. Ne? Ampak ne, mislim pač to, če gledamo na Buffy kot na pač Captain Planet, ne. Pač je pač Xander tisti, ki je imel pač prstan za srce, ne. Ja, pač on je bil nujno potreben in to smo se naučili v epizodi Zappo. We need to talk about Zappo. Ne. Pač ne, njega so v bistvu parkrat je bilo tako, da so imeli potrebo narediti neke pač Xander-centered episodes, da so v bistvu malo nas spet spomnili, zakaj je on v bistvu tam, ne. Tako da pač, ampak ja, on je bil everyman in to je ful pač pomembno. Ja, super. Ja, jaz se strinjam, no, meni so vsi zelo, jaz sem sicer bral potem Ruperta Gilesa, no, ker se mi je vedno zdel tudi tako nekaj, kar bi jaz rad bil, ko bom velik, mogoče ne bi glih treniral izrebljevalk vampirjev, ampak bi pa recimo bil nekdo, ki je ful prebral v lifeu. In je v knjižnici. In je v knjižnici, ja. Kako pa bolj preneseš to, da na eni točki razstreli knjižnico? In ne reši knjig pred tem. Ja, glej, vsak se mora kdaj tudi kaj žrtvovati, sicer pa glej, tiste knjige je imel dost printov, tako da ni bilo take panike, pa jaz moram omeniti Cordelijo. Ampak to bolj zaradi Angela, ne? Ona bolj presedla, gre z Angelom, našim lepim vampirčkom v LA, gledajo, ne? V LA se tega, skratka tam in tam ona doživi pol svoj karakterni razvoj, ki je sicer na koncu neka totalna zmeda s tistim sinom, ki ni sin in neki pustimo to, ampak do tiste točke nekak je ona, ima sjajen razvoj in je meni tudi tako zelo ljub lik, ne? Ker tukaj v Buffyju vidimo bolj kot to neko mean girl, gossip girl, whatever varianto, ne? In je bolj v tem smislu. Ja, evo, ko smo že pri tem, domnevam se, da ste gledala tudi Angela, ne? Ja. Naše treba podpirati. Mi to Igor videla tudi? Ne. Random dele, ne celotne zadeve. Jaz sem probal to potem, kjer ga uvedeti, ki se povezuje z Buffy, ne, ki se pokrivajo, ampak priznam, da pa celega nisem. Meni je sicer Angel na neki točki bil celo ene par sezon imel zelo boljših, oziroma bolj tako, še bolj povezanih in ta razvoj zla v Angelu mi je bil zelo zanimiv, no, ker je pač tam neka odvetniška firma in se bolj sprašujejo, kaj je dobro, kaj je zlo, on je tudi tako zelo varira, pa seveda potem se Spike tja preseli. Od te točke naprej je ratov ful zanimiv. Ja, in smo seveda pri večnem vprašanju, Sanja, Spike ali Angel in zakaj? Mislim tako, tukaj pač kot Slovenka bi morala reči Angel, ker pač je naša, ne? To veste drugače, da je njegov dedek Slovenc od Borjanaza. Ja, pač njegov, v bistvu Borjanez je originalno bil Berginc. In so pač, ne vem sicer kakšna logika je, da to spremeniš v Borjanaz kot angleško, ker je obviously bolj špansko, ampak okej. Ampak ja, njegov dedek je Slovenc, tako da pač Angel je naše gore list. Ampak tako pač, če mi daš na izbiro tipa, ki je dark and broody, pa tipa, ki je just all the fucking sass, I'll take the sass. Ja, je pa to fulsta tako, ta stereotipni romantična komedija. Pač, če bi bila opcija poliamorija, bi šli tja.
To je to, ne. Ne, jaz bi dal razliko med njima dvema bolj kot Angel je tak nek romantičen lik, medtem ko pa Spike je pa čist... Spike je romantičen. Ja. Je, ampak He was a poet. Ja, ampak je rock and roll, Spike je punk. To je res. Ja. Ja. Lej, Angel se prepela, mislim, da v prvi sezoni z avtom polepljen s Zeitingom, naprimer, ne? Medtem ko Spike pa okrog hodi z jakno, z lederjakno preko glave, da ga ne skura, ne? Kaj je bolj badass? Fair point. Ja. Ampak še vedno na neki točki ima Spike ta avto. In pač full Spike. Ne, saj moj. Absolutno Spike. Come on. Plus he's British. Tudi tako v ameriški seriji smo malo rabili Evrope ali kaj. Ne vem. Ja. Čeprav v resnici ni, ampak ja. Tako, igravc. A je Američan? Ja, čist. Tako Kansas, ne moreš. Ko sem ga prvič slišala, je bilo kar tako, wait, what? Ne. No, make it stop. Ja, jaz se tudi moram malo strinjati. Angel mi je blizu, ker ima pač ta spin-off, pa zaradi tistega bolj, ampak Spike je pa tist, ki prinaša zabavo. Čeprav, kar se tiče bolj... kako bi temu rekel, obstojnega razmerja, če gledamo tako zelo, pa Spike verjetno ni najboljša varianta. Samo oba sta v resnici toksična as fuck. Ja, tako, ja. Allah ne, no. Ja, marriage material. ja, saj ko smo tam, ne, meni je bila pač ena boljših, sta ti dve epizodi, ko seveda Buffy prvič spi z Angelom in je ta metaforično pač pokaže, kako starejši moški izkoristi mlajšo žensko in se drugi dan spremeni v pošast, in reče pač Joss Whedon ima take. Ja. Love je bilo hujš, love je bila Twilight, love je bila noseča. Okay, ja. Tako da, prosim. Ja. Čeprav on del je edini vredu del Twilighta. Ne od Twilight. Okay, ne bomo, ne, Twilight prihranimo mogoče za kdaj drugi. Za vampirje, decembra ste rekli. Tako, za vampirje. Seveda naslednje vprašanje je, kdo je najboljši zlikovec v Buffy. Buffy prihaja kar nekaj zlikovcev, bori se proti kar nekaj ljudem in pošastim in mogoče, Igor, ti začneš, zato ker je tvoj ta prvi njen Big Bad nekako. Oziroma ta drug. Župan Wilkins, sploh mi je bilo všeč, kako se mi je zdelo dosti boljš kot v prvi sezoni, da so ga zelo postopoma gradili. Pa v prvi sezoni vidiš, da Spike je bad. To je to in potem pač se spremeni kasneje, ampak tukaj pa vidiš nekaj, ki je kao pozitiven, ampak potem v zadju vidiš, da on gradi na tem, da bi postal nesmrtni, če se ne motim. In potem postane res weird ass pošast. Tako da to si mi je zdel zelo vredu koncept in zelo dobro je bilo vkorporirano v serijo. No. Čeprav, ko pač omenjamo to pošast, stvar, ki se ni dobro postarala pri Buffy, je CGI. Tako da. Ja. Če smo pri akciji, Angel je že takrat imel težave. Res, ker pretepi z hitrimi rezi in blurry kamero. Medtem ko v Buffy pa se ti CGI še vedno v redu, ko vampir razpade v prah in te to je ok, sem stvari. pač župan. Ja. Pol pa še The Judge mi je bil všeč, ko se pol pojavi in sploh mi je bilo pa všeč način, kako se ga znebijo. Disqualified by technicality ali kak je to. Pa tudi to, Zender dejansko ugotovi, da je bil vojak na neki točki in da vso orožje obvlada v nulo. To se mi je zelo dopadlo. No. Skratka, kako bi šli Mito, ti imaš tudi enega zanimivega bad guy. Pa Angelusa, to pa bad verzija Angela, ki postane, pri Angelu je fora, on je vampir z dušo, preklet z dušo. In bo zgubil dušo takrat, ko bo prvič občutil srečo, kar je seveda prvič, ko spita skupaj. In on se potem na sredini druge sezone preobrazi v Angelusa, največjega badija, vse za moje pojme, za Buffy, ker je tako oseben za njo. V bistvu vse je ful prizadane, kar on stori. V bistvu tip je kar grozen. On ubije, če se ne more, od Gilesa punco, pa Spike'u je tudi zagodi, v bistvu z Drusilo spi pred njemu, ko je Spike v vozičku, tako da kar tečen šlok, no? Ali vampir, ali kako vse.
Tako zdi se mi, da izmed vseh bedjev, ki so drugi Slayer, kako je že imel Fate, naprimer, ki pač ima iste moči kot Buffy, ali pa neki bogovi, ali pa demoni, je v bistvu Angel tu nekdo, ki ima pa res ta personal stakes, ne, te osebne navezave, osebna prizadetost, da so tukaj posredi in to se mi zdi, da tako malo bolj žmohnjeno. Ja. Ja. Res je. Sanja? Ko smo že pržmohto. Ja. Spike je v bistvu v resnici bolj anti-hero, ki pa dejansko pa še the big bad. Jaz pač nisem vedela točno, koga bi izbrala in pa sem pač rekla Caleb. Super. Because Nathan Fillion. Ja. Ampak rabim sploh še kaj dodajati. Tako pa biblijski citati. Biblijski citati with sass. Ja. Pa Xanderju, mislim, da učil za me. Ja, on je tisti. ja, no, come on. Ja. Tako da, v resnici pač takrat je dokazal v Widonu, da si zasluži Firefly. May it rest in peace. Ampak tako. Super, jaz sem drugače tudi zbral Glory, ki je tudi ena taka, ki je pač blondna ženska v visokih petah, pa je ta Jekyll and Hyde varianta, pa ima tudi ta sass, pa je tudi tako zelo, pač dejansko je nek protipol Buffy na nek način, ne? Obe se pač fajtata se, obe sta ženski, obe sta brihtni in pač imata vse te one-linere, ki jih po vsakem udarcu in se mi to zdelo vedno, drugače pa trio. Trio. Oni so meni najbolj zaradi tega, ker se mi zdi, da Whedon ful dobro fora naredi, ker se jim ti v začetku malo smejiš, geeki so, ki hočejo zavzeti svet, ali kaj, jaz vem, kaj tako. Super vileni, želijo postati super vileni. Tako, hočejo postati taki bondovski super zlobci, jaz ne malo prevajam, hočejo postati in so komični na nek način, pa tako, do nekega fucking trenutka, ko seveda zagrešijo umor, in Willow potisnejo na mračno stran in se dejansko naredijo eno pač veliko sranje, istočno z neke te toksične moškosti, I guess, ki hočejo biti pač bolj cool, ker so totalno razočarani, ker jih Buffy niti ne jemlje kot resne nasprotnike. Tako ja. In so totalno razpiženi in potem se pač same jeze pač prinese pištolo. In v Buffy lahko si ti imaš super zlobce, ki imajo super moči, letajo, grizejo, ne vem kaj, vrtajo pod zemlji, ne vem kaj vse imajo, ampak na koncu je človek in pištola tisto, kar naredi ogromno in skoraj da največ škode v Buffyverse. To se mi zdi tako res dober narejen. Pišemo. Ja, super. Tole sem še hotel vprašati, čakaj, kaj smo še imeli še eno. Mislim, da počasi že gremo tudi na najljubše epizode, seveda, ne. Buffy ima kar nekaj najljubših epizod, Sani smo dali prednost, zato ker pač je gostja in si je izbrala in je pobrala najboljše. Ja. Ker prvič vprašanje je bilo najboljša epizoda, which like, what the fuck? Eno. Se sem vedel, da ne bom doben zbral ene, to je bilo jasno. That's not even. Pač Buffy, lahko skoraj sezono govorimo in pa v bistvu na neki točki ugotovimo, da so vse sezone v resnici dobre, po svoje. Ampak jaz bi rekla, tretja sezona in general meni osebno najbolj všeč, ker pač takrat, polk je tako šlo res na Orto Dark, meni osebno to ni bil več toliko safe space. Ampak, bom pa rekla to, najbolj creepy Hush. Ja, ta moja tudi, ja. Ja, vem, I'm sorry. Pač creepy najbolj Hush. Meni osebno ena najbolj nepozabnih je bila Lover's Walk iz pač tretje sezone, 8. del, pač zaradi Spikea. Če kaj že to? Pač Lover's Walk je, ko v bistvu Spike ugrabi Willow, da bi naredila pač love spell, da bi on dobil drusilo nazaj. In to je pač eno od tistih, ki reče, I know I'm a love's bitch, but at least I'm a man enough to say it. Tako da, Spike. Basically Spike. Spike-centered. Pa v bistvu Once More with Feeling. Sorry, Igor. Tako da, to lahko ti več poveš o tej. Pustim. Tikar, ne. Ne, pustim ti, res. No, da je Igor pove. No, da je. Zapoj. Ja. Once More with Feeling. Nočete tega? V bistvu v 90-ih je bilo dostkrat, da oziroma na prelomu tisočletja, kakorkoli, da so te serije imele nek musical. In to je vedno prišlo kot neke vrste presenečenje, pa tudi, ko se je začelo, tako misliš, malo bojo zapeli. Ne, celo epizodo peli. In
tako ful eno lahkotnost vnese, nadrealističen moment doda vsemu skupaj, ampak hkrati je tukaj zelo vredo izvedeno. Na plus dejansko dobro odpojejo, dobre koreografije so not in vse to in si kar naenkrat v enem čist drugem svetu, ki pa hkrati še pove zgodbo iz tega pač vesolja. Tako da to mi je pri musical delih bilo vedno ful všeč in tu stale, mislim, kapo dol. Mislim, cilinder. Ja. Tukaj Xander nekaj zafrkne, nekemu demonu, če se prav spomnim, pride pač ta demon muske, I guess, pa petja in jih potem vse začarajo in vsi plešejo do smrti, dejansko izplešejo se do smrti. In je tako, ja, to je celo jaz, ker smo otroci 90-ih, smo odraščali tam takrat, ko je ta epizoda prišla ven, so celo naredili video spot iz tega in Viva je to vrtela kot echt štikljc. Je bil ta komad, kaj je že, ne bom jaz tudi ne pel, ampak ta eden komad. Samo za tuše. Ja, je bil pač to, ta izsek iz serije so kar uporabljali kot video spot in je bil pač video, kjer tudi pač, ker mislim, da tudi Willow prav zapoje v tem komadu, da ona ne zna pet in dejansko zelo malo slišiš njo, ker pač so ugotovili, da pač ne zna pet. Čeprav roko na srce, noben od njih ni bo nek. Giles je tale galski igra, Giles je nek rocker, ima nek band, on še James koliko tok. Masters. Ja, pa tako, Vedno Spike. Spike je vedno, ampak ostali niso pač neki pevci. Giles je potem tudi igral v musiclu, v rock operi, ki je bil za nič, ampak... Skratka, točak, Igor, ti imaš še eno neko... Ja, Halloween, ki se bolj navezuje na zaključek sezone, ampak ki v bistvu je full tako, zdaj pa je Halloween in kljub temu, kak vsi menijo, da takrat pridejo duhovi ven, je takrat actually varno, čisto obrne na glavo to, kar pričakuješ. Potem pa dejansko še enkrat obrne na glavo, zato ker nek spell je in potem vsakdo to, kar je oblečen, dejansko to postane. In ona Buffy izgubi moči, ker je... Neka princeska. Ja, nekaj takega. Xander postane psihotičen vojak in tak dalje. In potem se pač na koncu sezone to spet vrne, ker vsakdo to, kar je bil, je ostalo z njim. In vse, kar so se naučili, potem znajo izkoristiti v končnem fajtu. Tako da, to je bilo lušno. Šnel kurs. Nekaj stvari. Mi to mogoče ti več o Hašu, ki si ga odbral. Haš je pa dosta unikatna epizoda, tudi edina, ki je bila nominirana za Emmyja. Cela epizoda je pa v bistvu nema. Pojavijo se neki demoni, ki lebdijo in celemu mestu ugrabijo glas. Na koncu imajo še potem nek načrt, da ukradejo še srce Buffy, če se ne motim. In je mojstrsko izpeljano v tem, kako v bistvu vsi ti liki, ki jih že poznaš, to je zdaj 4. sezona, če se ne motim, vsi že imajo neke te svoje značilnosti in tako naprej in se v bistvu vse preobrazi v ta body language, pa kako najdejo načine pa za tekst predstaviti, pa humor, ki je tle izjemen. In se mi zdi v bistvu, da zelo posebna epizoda. Cela epizoda ima, mislim, da 17 minut dialoga od 45 minutah in je super, the best je. Zraven tega, da so vsi ti demoni full creepy, ki se kremžijo do ušes, pa lebdijo. Whedon je nekje napisal, da je v bistvu njega bilo to neko mora imel enkrat o tem in je v bistvu želel to prenesti na televizijske ekrane. Pa tako fun fact, ker pač so dobili scenarij za to epizodo, je bil cel cast kot čist srečen, ker se niso rabili učiti lineov. In pa se je to izkazalo za tako najbolj naporno epizodo ever. Tako da, Ne, tudi, čakaj, ker sem bral eno zadevo, da v bistvu v Buffy je dosti nekih, kako na temu rečem, teksta oziroma besedila, ki se ga oni grejo, ker v bistvu si ne znajo dosti povedati med sabo, ali pa vsi skrivajo neka čustva, ali pa niso full odkriti, medtem ko v tej epizodi pa morajo iti preko tega in komunicirati na zelo drugačen način in se tudi več pove. Mislim, da tudi v tej epizodi Buffy prvič z Rileyom se zažvalja, ne? Saj Riley je drugače najbolj postano mleko ever, ne? Ampak ajde. Itaka se vražimo. Zato ga še nismo omenili danes. Ampak vsaj to, ne? Pa par res humornih zadev. Mislim, da tam ena fora, kak Xander vpraša, namigne, kako bomo pa mi ubili tele demone, pol pa Buffy z onanistično gesto pokaže, kako ne.
Tako in pač to je smešno za popen. Ja, super, ja, to je tudi moja enih najljubših epizod. Jaz sem sicer, tako kot sem rekel, eno temo naredil, to sem povedal off-air, tako da prvič to povem zdaj. Skratka, eno temo o smrti, seveda, ne, ker govorimo o Buffy. Jaz sem zbral 3 epizode, ki so o smrti. Skratka, eno sem že omenil, to je ta Singaret, kjer pač tale od trija umori. Mogoče tu ne povem koga, no se ni važno, ampak skratka nekoga ubije. Sem jaz, ja. Prva je The Gift, kjer se Buffy žrtvuje za svojo sestrico, ker jaz, ker sem to gledal takrat še po TV-ju, me je pač totalno šokiralo, ko pride, skratka, kaj je že, Don v serijo, ker seveda nisem. Včasih smo gledali televizijo, kdaj si pač ujel epizodo, nisi vseh videl in priletim enkrat pač skratka gor in gledam, če kakšna sestra, a ste vi nori mal, a me hecate. In sem pač seveda, takrat smo vsi mislili, da pač ok, na neki točki so se odločili, da bo imela sestro, pa so pač nekako uvedli noter in pač skupaj tako, ampak poleg hkrati ugotoviš, da jo vsi omenjajo v epizodah, kjer je ni bilo in ti postane malo tako, čak, to pa nekaj ne bo v redu. In seveda vrsta zaplet, ampak na koncu je taka pač, ona je dejansko Buffy tle podari človeškost, pač pokaže se, da je tisto, kar so skupni spomini, če tudi so fake, ali pa seveda potem, ko je ona tam že so pravi spomini, so več vredni od nekega izvora. Ker mene pri ameriških serijah, filmih vedno moti ta obsedenost z izvorom. Vsi posvojenci morajo vedeti, kdo je njihov pravi foter, vsi po svojih očetih in materah sebi pripisuje neke lastnosti. To je taka neka ameriška glupost, ki jaz nikoli nisem v redu razumel, ker pač, ti si svoj človek, kaj te briga. Ne? In je, skratka, se mi zdi tale epizoda. Super, pa seveda Buffy tukaj umre, že kaj drugič, tretjič, menda, ampak tokrat kao zares in potem, ko jo obudijo, to pač spremeni ton cele serije. Ne? Niso samo magično budili in je bilo vse ok, ampak potem 6. in 7. sezona sta zelo povezani s tem, s to njeno travmo doživetja nebes, I guess, in vsega tega. Ja, tako da to. In pa seveda potem še The Body. To je pa spet ena tudi epizoda, ki je tudi odlično posneta. Mislim, da jo režiral tudi prav Whedon. In je skratka o smrti njene mame, ker pač potem Buffy prevzame to nadomestno materinsko vlogo do Dawn. In je pač grozljiva epizoda, ker pokaže, da kljub temu, da smo imeli smrt dobesedno v vsaki epizodi, da je toliko umrlo, da je pač vampirjev upepelilo malo morje, pa demonov, je tisto pač, kar te česar ne moreš premagati, pa pač neka banalnost vsakodnevne smrti, ker Joyce pač aneurizma jo ubije. Ne? In je tako, epizoda se začne točno s tem, z njenim truplom na kavču. In je tako nekaj najbolj pretresljivega, grozljivega, ko vidiš Buffy, kako skuša se spopasti s to svojo človeškostjo, ranljivostjo, ker je prišla po vsem tem, kar je smrt, kot sem rekel, videla na vsakem vogalu, je zdaj smrt prišla v njeno bajto in je pač uničila življenje dejansko. In potem spet ima ta smrt ogromne implikacije, ker ona mora najti si job, mora pač zaslužiti, ta njen Buffy pač ti nič ne pomaga, če moraš iti vedno obračati burgerje v neko, kaj imajo, nek Beyond Meat foro, skratka, in je super. No, to je res take sjajne epizode in pač slava Whedonu in fuj. Tako da, ja, no, Buffy nas je marsikaj, jaz mislim, da naučila. Pa mogoče še eno vprašanje, nismo menili ali Rileyja, ja, upravičeno, mislim, da, ker on je res tako kar en debilček, no, ampak kaj pa Oz? Vem, da so bili med mojimi sogledalci, je bilo veliko oboževalk in oboževalcev Oza. Njega smo mogoče malo spregledali, našega najljubšega volkodlačka. Oz je pač tako full amazing in nice in v bistvu po svoje ima nekaj časa še najbolj tak normalen, netoksičen ark v seriji, ampak način, na katerega je potem šel ven, je bil pa full tako malo. Ne moram se točiti med slopi, pa med sam what the fuck. Tako da, pač, sicer razumem, da se pač takrat on odločil, pač druge projekte, saj ubil ga niso. Ampak tako, pač še vedno je bilo malo tako, vse skupaj. Ja. Mislim, meni je bil zelo všeč, čeprav je bilo ok, ne? Zdaj imamo vampirje, rabimo tudi volkodlake, pa čarovnice, pa pač čist... Saj hod ni bil, no? Ni bil hod volkodlak, to jim moramo dati. No, ampak je... Pač, ful je bil res bizaren. Ja, pa traumatiziran. Ja. Ampak pol enostavno se mi ni
kot da ne vejo, kaj bi z volkodlaki dalje delali. In tudi z njim, in pol ni bilo drugih volkodlakov pravzaprav. Ne. Zelo malo jih je nekaj bilo, ampak gledaj, na koncu je premagal svojega notranjega volkodlaka z nekim Kumbaya, my lord in neki. Sončno kremo. Ja. Ampak ja, Oz je tudi tako, zanimiv lik, pa vsi ti pač te romance, bi jaz rekel, da mi je vseeno bila všeč med Ozom pa Willom, ker je bilo takrat še tako tudi zelo pač piflarska in sramežljiva in tako, in tudi Oz je tak zelo prijeten fant, ne ravno nasprotje tega svojega notranjega volkodlaka, kar že pri Buffynih nobeno razmerje ni super, po mojem, no. Posebej pa z Raljem, ki se izkaže, ko je najbolj človek, se pa izkaže, da je pač največji douchebag, ker ne more preživeti tega, da ga ona njega rešuje, on pa nje ne more. Mislim. Ja, bogi. Ja, bogi, ja. Skratka, ženska, ki več zasluži od njega, to je res prizadel ubogega moškega, belega, bojačka. Tole, še kaj imamo za povedati o Buffy, kaj še je tisto, kaj smo mogoče več čas pozabili, Igor? Rekli smo, da ne bomo spoilerali, ampak ne moramo ne omeniti enega najboljših zaključkov enih takih serij. Dostkrat takrat se je zgodilo, da pač tudi te serije, ki so imele nek ark posamezne sezone, koliko je bilo konc serije, je bilo pač tak v 2 delih, mogoče malo nekaj skup vrženo, ali pa mogoče zadnji del bil malo daljši, pa je bilo to. Medtem ko tukaj pa zadnjo sezono zelo premišljeno gradijo in sam zaključek, ki je v 2 delih pravzaprav, je nekaj najbolj izpiljenega, dodelanega in tudi tak rewarding ni, pač ok, zdaj je konec in smo se poslovili od teh likov, ampak zdaj je konec in televizija je drugačna. Ja, in glih tudi ta pač koncept v bistvu tega, da so, s čimer se je pač Buffy vse čas borila, ki je bil v bistvu, da ona rešuje konsistentno svet in na koncu se svet spremeni. Pač ta ideja je bila tako, pač ujden. Je pa tudi res, da pač on je mislil, da bo 6. sezona zadnja, in potem je v bistvu so pač dobili še tisto dodatno sezono na, kaj je že, neki drugega bilo. Ja, na neki drugi televiziji. Ja, in potem je imel v bistvu čas dobesedno imeti sezono za zaključek. Pač. Samo dalje. S tem, da je sicer potem so še stripi, ki jih je on delal skupaj, ki so še ena kao sezona. 2-3 so še. So še v stripih, ki jih je seveda on požegnal, pa zdaj mislim, da novi pridejo ven tudi stripi. Govori pa se seveda vse bolj tudi o novi Buffy. Ja. In da naj bi zelo resno začeli producirati in skratka delati, s tem, da se seveda, če sem jaz prav razumel, nobeden od izvirnega igralske zasedbe in pač ne bo vrnil. No? Škoda, lahko bi bila, ne vem, Buffy kot Ala Giles. Whedon najbrž ne bo mogel biti pleten, ne? Ampak novega Gilesa bi pa Louis C.K. lahko igral. Too soon, dude. Igor, why so dark? Res. To ni najbolj normalno. Dal bi Louisa C.K. v serijo, ki je po Jossu Whedonu. Kje pa Weinstein not pride? On je župan, On je župan, ki se ne rabi spremeniti. A ni to the best? Mislim, prihraniš pol tega CGI mesa, I guess. Ker pa sam njega malo odbliže pokažeš, pa the best. Čakaj, smo povedali, skratka, najboljši zlikovec smo imeli. To je to meta-žanrsko, mogoče tudi je treba večkrat omeniti, no, da so se zelo poigravali žanri. Meni ena ljubših epizod je tista, kjer ona zasleduje creepy lutko, ker pač tega, kaj že kako ventriloquistična lutka, no, skratka, ker seveda vsi mislimo, da je lutka morilc, pa se potem v prebratu Kvarnik izkaže, da je lutka lovec na onga originalnega pač morilca, ki pobija. Ti se mi je zdela taka zelo dobra, ker tista lutka tudi mene creeps the fuck out, res sam ne lutke, prosim, no. Še ene par takih žanrskih, pa sploh imajo pa v teh seveda one-linerih imajo skozi te neke zavedajo se žanra. Ne, pač hotela sem, da če shout-out v bistvu podobni seriji, ki je bila post-Buffy, ampak malo ima ta Supernatural, obviously. Zatega, ker pač Supernatural Pač Supernatural je imela dejansko to epizodičnost, imela je te overarching arcs, imela je dialoga in imela je metaverse, stari meta as fuck. Tako da pač tako kot je v bistvu Buffy, tako da ta nek vibe,
Pač za tiste, ki smo bili pol sestradani po Buffy, smo se potem sem malo preselili. Jaz sem bil šel v Impalo. Charmed. Charmed, malo drugače. Ja, vem. Ja. To je zdaj bilo zelo tako stereotipno. Pač fanti je na Charmed, punce na... Na Jensen Ackles. Tako, ja. To tudi ne delajo nek spin-off, ne delajo prednadaljevanje. Ja, v bistvu zdaj bojo naredili pa zgodbo o fotru po matki. Tako je. Ja. Though we know how it ends, so... Ja. Jaz Supernatural moram še jaz pogledati. Supernatural je tako amazing, ampak tako rata nekje po 3. sezoni na tako čist druga serija. Tako, tudi v bistvu Buffy je imela ta nek moment, ki je bil meni ful všeč, da se po eni strani ful ni jemala resno. Pač ful je bilo tako, pač ta ses in ti dialogi in pač ta čist, pač they were having fun with it. Pač for the longest time. In isto je pri Supernatural, ker pač v bistvu so na neki točki kripke šli vsem v neko fazo, ki so se začeli zabavati. Sami in sebe in iz vsega Boga. In iz Boga. Ja, dobesedno vsega Boga. Ja. Tako da, ja. Okay. Tako da Supernatural shout out. Super, to bi bil fin zaključek. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša Nemej obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sanja like a baby duck Struna, Mito ful dober mizar Gegič, Igor nočete tega Harp in Aljoša ubogi moški Harlamov. Tole epizodo smo torej posneli na Gospodarskem razstavišču v okviru konvencije Na meji nevidnega. Upam, da ste tukaj, če tudi nas poslušate še enkrat ali pa prvič zdajle, kadarkoli smo to zdaj predvajali na ta dan, ki je ful vroče, domnevam, da bo še vedno. Med snemanjem ni bil kakorkoli poškodovan, razen manjših smejalnih gubic, nihče od živega občinstva. Občinstvo, prosim, potrdite to. No, rabili ste te pol ure, fino. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh kolebali med dvema vampirjema ali med čarovnico in volkodlakom, je odločitev za pravega partnerja sila enostavna. Vprašate ga po najljubši epizodi Buffy ali podcasta Obot. In če ne zna odgovora izstreliti kot izstopa, ga ali jo samo pometite v levo. To ni nekdo, s katerim bi lahko preživeli to življenje, sranje, to niti ni nekdo, s katerim bi lahko preživeli vsak drugi torek v tednu. Podcast Obot, najlepše nas je poslušati v dvoje, vi in vaša najljubša pijača. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Tu jaz vedno pokažem dol, zdaj še publika lahko vidi. Na družabnem omrežju delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije odtisov zob na vašem vratu, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že torej epizoda. Mi smo podcast Obot, v gosteh je bila Sanja Struna, dragi obiskovalci in obiskovalke konvencije Na meji nevidnega, ter dragi obodovci in obodovke, hvala za poslušanje, kjerkoli in kdorkoli že ste. Režemo. Res vam hvala, bili ste super publika, jaz, sorry, ker vas nisem toliko gledal, jaz imam tle svoje 3 ljudi, ki jih moram skozi gledati, ampak hvala, da ste prišli, uživajte še v programu. Don še ima, Igor tekmuje v kvizu, nas zastopa malo, oziroma kot prevajalc nastopa, ampak nastopa v kvizu. Mito je na Star Trek okrogli mizi, mi smo pa čak ne ta torek, še en torek, skratka, naslednji torek spet v trafikah. Delali smo ta naslov filma, Igor. Vse povsod naenkrat. Vse povsod naenkrat, skratka na naše naslednje epizode. Tole bo pa predvajano enkrat po let, obljubimo skupaj z vsemi drugimi podcasti v živo, ki še jih imamo. Hvala vam, da ste prišli in uživite še naprej.